Po prijavi v Krpana vidimo v vstopnem oknu več raznih menijev, seznamov. Meni pomenijo tile kvadratki, medtem ko seznam, recimo tale za prevzem, bomo zdaj to definirali. Torej, trenutno smo v vstopnem oknu strokovnega delavca, ki ima več raznih menijev. Torej, meniji so poimenovani tako, da je razvidno, kaj predstavljajo. Torej, meni aktualno predstavlja sezname nalog, ki so za opraviti, torej kadar imamo kakšen dokument za prevzeti, za potrditi, podpisati. Potem meni moji dokumenti, pač različne zbirke dokumentov, meni zadeve, tukaj so seznami zadev, ki so v različnih stanjih, ali so to nerešene zadeve, zadeve v stanju reševanja, v rokovniku, rešene zadeve in tako naprej. Potem imamo tudi meni zub zadeve, meni MPRAD z dokumenti, meni tekoča zbirka in meni interna oglasna deska. Prav tako imamo meni iskanje. Tukaj lahko izberemo iskalnike po več različnih tipih iskanja oziroma napredno iskanje. Prav tako je en poseben meni porabniška navodila. Tukaj so vsa uporabniška navodila, ki so razdeljena po vrstah zaposlenih, ki jim pridejo prav. Da opozorim, takšen pogled ima na primer strokovni delavec, medtem ko nekdo zaposlen v glavni pisarni bo imel pa dodatne menije, ki so prilagojeni za glavno pisarno. Na desni strani imamo obvestila. Tukaj se nahaja 10 dokumentov, zadnjih 10 dokumentov, na katerih smo nekaj delali, oziroma naših dokumentov, na katerih se jih nekaj dogajalo. Prav tako imate akcijo Kreiraj, s katero lahko kreiramo lastni dokument. Torej, recimo v primeru menija aktualno imamo več seznamov oziroma takšnih vsebinskih sklopov, recimo za prevzem, za potrditev, za podpis, v vednost in naloge. Če odprem za prevzem, vidimo dokumente, ki so pripravljeni za prevzem. Kako se vrnem nazaj v osnovno vstopno okno, lahko kliknem tale ikonco čisto na levi strani ali pa se pomikam za korak nazaj. Torej, zdaj sem v seznamu za prevzem, kolikor se želim videti samo meni aktualno in kolikor želim videti vstopno okno, in sem že nazaj. Legenda barv je sledeča, kolikor sveti rdečo. To pomeni, da so tukaj nekateri dokumenti, na katerih imam določeno nalogo in sem za njih trenutno odgovoren. Torej, v primeru za prevzem mi sveti enka, kar pomeni, da imam en dokument za prevzeti. Rumena je pa število mojih dokumentov, na katerih čakam, da odgovorna oseba na njih izvede določeno akcijo. Torej, na primer, pogledamo takole.
meni moji dokumenti v vročanju. Torej, tale moj dokument je trenutno v vročanju in je zanj odgovorna glavna pisarna. Za moj dokument je odgovorna glavna pisarna. Naslednji je modra, to je pa dokumenti, ki sem jih dobil v vednost. Torej, če pogledamo v meniju aktualno, imamo tudi seznam v vednost, vidimo modra številka in tukaj je dokument, ki sem ga dobil v vednost. Medtem ko črna številka pomeni število prevzetih oziroma nezaključenih dokumentov. Torej, če pogledamo pod vhodnimi dokumenti v meniju Moji dokumenti, imamo en dokument, ki ni bil zaključen, ampak je v stanju prevzet. Zdaj, sami pogledi teh seznamov so prilagojeni za dokumente, ki jih pogledamo. Torej, seznam za prevzem ima takšno ikonco, če se postavim nad ikonco, mi prikaže vhodni dokument, potem številka tega dokumenta, kdo je subjekt tega dokumenta, nek opis, tip dokumenta, podtip, datum kreiranja, nosilec, to sem jaz, njegovo stanje dokumenta. Medtem ko recimo v vednost je pa ta pogled malo drugačen, naj vas to nič ne zmoti. Torej, v vednost imamo pa tukaj vrsto zahtevka, opis, pošiljatelj in kdaj je bil ta zahtevek kreiran. Sami seznami omogočajo tudi pregled dokumentov. Torej, če v meniju Moji dokumenti kliknem na Dokumenti, se nam prikaže pač seznam dokumentov. Tukaj imamo določen filter, ki je nam v pomoč. In če izberemo na primer Moji z nalogami, pomeni to dokumenti, za katere sem jaz odgovoren in imam še na njih določeno nalogo, torej še niso zaključeni, na primer. Potem imamo Moji aktivni, vsi moji dokumenti, ki še niso zaključeni. V kolikor ga izberem, se bi mi pojavili vsi moji aktivni dokumenti. Potem pa vsi aktivni, to so pa vsi dokumenti, ki jih imam pravico videti. Kolikor izberem neko drugo direktorat, organizacijsko enoto, se mi nič ne prikaže, ker nič ne smem videti v tem organizacijski enoti. Naslednji je Moji vsi. To so pač vsi moji dokumenti z nalogami, aktivni, zaključeni. Vidimo tako rdeči kot nerdeči. Naslednji je Moji zaključeni, pač vsi dokumenti moji, ki so v stanju zaključeni. Prav tako lahko pogledamo vsi zaključeni iz zadnjega meseca. Kolikor želim malo prilagoditi ta pogled, kliknem na tole puščico in na primer izberem na stran 100. In tako se bo prikazovalo namesto 20 zadetkov, 100 zadetkov na stran. Tale združi pomeni, da lahko združujemo
prikaz teh dokumentov. In če izberem, na primer, subjekt, mi bo združilo te moje dokumente po subjektu. Ker imam 5 dokumentov od Ministrstva za zdravje, jih je združilo, prav tako imam pa 2 dokumenta, ki subjekta nimata. Tukaj lahko izberem več različnih opcij, lahko izberem tip. Torej po tipu, kot vidimo, imamo en dogovor, 4 dopise, eno obvestilo, eno opomin. Razširim pogled tako, da preprosto kliknem na tale plusek in se mi prikaže. Prav tako lahko uporabim tole opcijo filter in v tem primeru prefiltriram po želji. Pišem željeno iskano besedo, kliknem filter in se mi prikažejo zadetki. Vkolikor sedaj želim izbrisati, kliknem briši filter in sem ponovno v tem pogledu. Tako kot smo prej govorili, imamo tukaj več različnih menijev. Pri upoštevu za dokumente, ki jih dobimo iz glavne pisarne za prevzem, nam bo posvetila tukaj enka, za potrditev, za podpis, ko nam nekaj pošljejo v vednost ali nam pošljejo neko nalogo oziroma mi nekomu pošljemo neko nalogo. Tile moji dokumenti so pa takole razdeljeni. Tile dokumenti, kot smo pregledali, so pač vsi dokumenti, moji dokumenti, ki jih lahko preverjam. Vhodni dokumenti so vsi vhodni dokumenti, ki sem jih prevzel, a jih še nisem zaključil. Čakajo na odpremo. To je vsa moja izhodna pošta, ki še čaka na odpremo. V vročanju, to je moja vsaj izhodna pošta, ki je že bila poslana in še ni dobila povratne informacije o vročitvi. Torej, kot vidimo, če pogledamo, ta dokument je bil poslan in je trenutno v stanju v vročanju. In zadnji je odpremljeni in vročeni. To so pa vsi moji dokumenti, ki so bili že odpremljeni in prav tako tudi vročeni, vkolikor je bila takšna pošiljka. Trenutno vidimo, to so vse pošiljke tipa A, ki so bile odpremljene. V seznamu oziroma meniju zadeve imamo več različnih seznamov. Nerešene zadeve v reševanju v rokovniku, rešene zadeve, dokumentni seznami za tekočo zbirko. Kaj pomeni nerešene zadeve? Nerešena zadeva je zadeva, ki je bila signirana name in je še nisem prevzel. Še enkrat, to je zadeva, ki je bila signirana name in je še nisem prevzel. Vidimo, v meniju aktualno imamo za prevzem dokument, ki je bil signiran name in ga še nisem prevzel. Tukaj imam pa zadevo, ki je bila signirana name in še nisem prevzel. Ko enkrat prevzamem zadevo, se avtomatsko prestavi v seznam v reševanju. In tukaj lahko vidim vse zadeve, katerih sem ali nosilec ali sem pa sodelujoči.
Naslednje so potem v rokovniku rešene zadeve, torej zadeve, ki so že zaključene, dokumentni seznami in za v tekočo zbirko, torej zadeve, ki so pripravljene za prenos v tekočo zbirko. Kot smo prej videli na dokumentih, v tem seznamu, imamo prav tako iskalnik med zadevami, torej recimo med nerešenimi zadevami, kjer lahko izbiram več različnih opcij, torej moje v reševanju in vse v reševanju. Tu nam prikaže vse, do katerih imamo dostop. Prav tako lahko uporabim tale združi, in sicer po nosilcu vidimo en nosilec in drugi nosilec. Kolikor spet želim brez, kliknemo samo brez. Prav tako tudi filter, ki deluje na enak način, kakor je bil prej prikazano. Kliknemo filter in se nam prikaže željena zadeva. Filter prav tako izbrišemo z briši filter. In kolikor želim samo zadevo na hitro pregledati, kliknem na tale plusek in se mi razširi in prikaže seznam vseh dokumentov v tej zadevi. Kolikor želim še več, kliknem na sam dokument in se mi prikaže